Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Pa smo spet skupaj. Pozdravljeni nazaj v novi epizodi, z vami sem Kaja. In tokrat sem prišla v Trento na ekološko-turistično kmetijo pri Plajerju pogledat kmeta Matevža. Matevž, pozdravljen v moji družbi. Pozdravljena. Nahajam se na kmetiji, ki ni čisto običajna, saj gre za turistično kmetijo. Matevž, se s turizmom že dolgo ukvarjate? Mislim, da se je začela prav tako, da je dodala še kmetijo zraven turizma moja mama, verjetno dobrih 25 let nazaj, ko se je preženila v Trento. Načeloma smo pa v bistvu, je pa že moj nono začel s turizmom že prej, dajmo reči v kakšnih 70-ih, 80-ih letih. Je na naši prejšnji domačiji, kjer smo živeli pred Skalnim podorom, že naredil prve apartmaje. Na vaši spletni strani sem prebrala eno zgodbo, da se je morala družina preseliti iz stare kmetije na to novo, kjer sva zdaj, ker je tam življenje ogrozil velik kamniti podor. Kaj se je takrat zgodilo? Mi lahko malo pišeš to zgodbo? Če se ne motim, mislim, da je bilo to 89. leta, se pravi pod Osojnikom, to je ta hrib za nami, se je vsul večji kamniti plaz. Poškodovan ni bil noben objekt, ampak zaradi splošne nevarnosti smo mogli poiskati novo lokacijo, kjer bi lahko naprej živeli. In mislim, da je trajalo kar dobro leto, da je potem moj nono uspel od svojega bratranca odkupiti ta del, na katerem so zdaj trenutno, in potem, kjer smo začeli naprej z razvojem, takrat še na splošno kot družine, in potem kasneje pa še kmetije in turizma. Zdaj vi ste turistična kmetija. Kaj vse nudite gostom na vaši kmetiji? Gostu ponudimo nastanitev in pa hrano, kar je v bistvu tudi vsaj minimum, kar mora vsak skoraj, po mojem mnenju, ki se ukvarja s turizmom, ponuditi. Imamo 5 apartmajev in 4, potem še sobe, ki kličemo spanje na senu. V bistvu smo uporabili to staro, ki so bile še spanje na senu, smo potem komponirali v nek tako malo bolj modernejši izgled in na modernejši način. In še 4 mi jih kličemo leseni šotorčki, lahko se nekaj tudi glampingi, 4 take hiške majhne, v katerih potem imajo možnost za prenočiti. Poleg ko sem imel hrano, ponujemo pa še zajtrke pa večerje. Zdaj, tukaj se res trudimo, da so surovine čim več naših, ampak ker smo le v hribih in v skalah, je to malo težje, ampak vseeno smo tudi z tega namena potem leta, mislim, da 2012 naredili ta rastlinjak, ki je tukaj pred nama, da smo potem lahko vsaj ta zelenjavni del, sveže zelenjave, paradižnika, paprike, solate, zelja, kumarc in takih zadev, ki potem lahko za večerje ponudimo ljudem. Ostalo zelenjavo pa žito moramo pa še zmeraj iti kupovati k ostalim slovenskim kmetom, ker nimamo dovolj dobrih pogojev, da lahko sami to proizvedli. Pa se najde tudi kakšen gost, ki pa želi tudi vam pomagati na kmetiji? V bistvu imamo kar zelo veliko, mislim, kar nadpovprečen delež gostov, ki se vračajo. In potem s takimi ljudmi, gosti, potem vzpostaviš nek malo bolj oseben stik. In če pri kakšno delo se radi tudi sami ponudijo, pa jih vzamemo s sabo, kar se da, tudi mi smo zdaj večinoma že vse prišli na moderno mehanizacijo, ker če nisi malo izkušen, sploh v našem terenu je težko pomagati, ampak za kakšne grablje pa še zmeraj postavimo kakšnega. Se jih da porabiti. Seveda, to sploh ni problem. Opazila sem tudi, da imajo vaši apartmaji zelo zanimiva imena. Jamca, Klamfa, Res. Kaj sem še pozabila? Jamca, Klamfa, Res, Prano, Stopinja in še par drugih imen je. To ne naš apartmaj, ampak to so v bistvu
Tako so včasih ljudje označevali svoje ovce, da so vedeli, s katere domačije prihajajo. Ne. Se pravi, jamca ali preprosto na jama v ušesu, res je bil delo pač malo prerezano uho. Klamfa je v bistvu na klamfa oblike. Tako da ja, pa še parih je zdaj na pamet, sem že malo pozabil, ampak ja. Tako smo se odločili, bomo pač, glede na to, da pač se ukvarjamo z rejo drobnice, tudi naše apartmaje potem smo planovali po se pravi, ja, tako v 6 znamenjah. Ponujate pa tudi spanje na senu, to si že prej omenil. Se veliko turistov odloči za to? Ja, v bistvu v to zadevo smo šli po moje kakšnih 10 let nazaj. In mislim, da celo potem smo imeli še težave z uradnimi zadevami, zato ker sploh še ta kategorija vse ni sploh še ni obstajala. Lansko leto smo jo pa popolnoma prenovili. Prej je bil to koncept skupnega spanja, se pravi velika senik, nekjer so bili boksi sena in so ljudje spali. Zdaj smo pa pač naredili ločene enote, malo zaradi korone, malo pa tudi zaradi tega, da smo dvignili dodano vrednost, se pravi same nastanitve. Zakaj? Je v bistvu čisto preprosto, skozi Trento potekajo različne poti pohodniške. Ena je Alpe Adria Trail, pa Julijana Trail, pa še ta, kaj že, slovenska planinska pot. In veliko ljudi rabi prenočitev za eno noč in hkrati še zajtrk in večero, to, kar tudi mi ponujamo. In te enote so zelo priročne, ker pač so unikatne, hkrati so pa tudi lahke za čistiti. Cel apartma čistiti za eno osebo, mislim za 2 osebi za en dan je precej kar rata že zelo dela, tako da smo si v bistvu s tem tudi malo olajšali delo. Enako velja tudi potem za te 4 lesene šotore, z enakim namenom, se pravi povpraševanje potem narašča in v bistvu smo vsaj v Trenti, mislim, da edinki lahko še gostov ponudimo večerjo in zajtrk in to pa ti pač pohodniki res iščejo, ker če se predstavljaš, da hodiš, pa boš potem še iskal na poti, kje boš jedel, pa se še s tem sekiral, njim je fajn, da pač pa kje je trgovina. Oni pridejo, pojejo, grejo spat, vstanejo, pojejo in grejo naprej. In je to za nas super, pa tudi za njih. Zdaj, če dava malo turizem na stran, s čim se še ukvarjate na vaši kmetiji? Se pravi, ja, drobnica. Se pravi, ja, tem po mojem enkrat po letu 2000 se je začelo tukaj počasi opuščati kmetovanje, se pravi, ljudje so pač nehali rediti ovce, ki so pa tukaj značilne. In pač naša mama je bila takrat bolj ambiciozna, pač že potem te travnike, ki so ostajali, smo pa začeli mi obdelovati. Tako smo tudi pripeljali prvo balerko v Trento, pa potem še naprej se stroje in potem smo pač nadaljevali naprej. Ja, zaenkrat na začetku smo se celo še ukvarjali z molžo, dokler je bil še čas, ampak potem vse skupaj s turizmom, pa potem mi smo bili še 3 otroci, pač mama to nehala molst in je šla bolj na mesno rejo. Zdaj pa mislim, da so drugo leto nazaj začeli z molžo. Tako je plan, bomo videli. Se nič ni zacementirano. Proizvajate pa tudi kakšne domače izdelke? Ja, se pravi, naša glavna ponudba, ki jo potem ponujemo gostom skozi hrano, so naše suhomesnati izdelki. Glede na to, da smo tudi vsi v družini lovci, tudi od se pravi, naše lovske družine odkupujemo divjačinsko meso. Se pravi, v bistvu proizvajamo salame, ki so mešanica divjačinskega mesa, se pravi, tukaj sta jelen pa gams, pa potem še svinjska, se pravi, zmeraj vzamemo krško-poljska prašiča, ker rabimo v bistvu to mast, ki jo ima pač ta prašič, ker je divjačinsko meso to pusto. Ovčje meso se večinoma pridela v klobase, kjer tudi moramo mešati z svinjskim mesom zaradi tega, da dobimo dovolj, kako se mu reče, maso, ki stoji dol skupaj. No. In pa še potem divjačinsko meso potem pripravljamo še kot golaže, oziroma zadnje 3 leta smo začeli tudi zrezke, jih staramo, tako da imamo svojo hladilnico noter in dobre 2 do 3 tedne staramo, se pravi, meso, da potem dobimo to, kako se mu reče, ne ojačamo okusa, ampak moramo zmehčati meso.
Ovče meso pa ponujemo še kot jagenjčka, se pravi pečici, ali pa kot začeli smo ga mleti, se pravi mlada jagenjčka zmeljemo in dobimo tako lepo mleto meso, ki podelamo polpeto iz njega. In še noben ni prišel nazaj, no, tako da ta zadeva nam je zaenkrat so same pohvale za tega mletega jagenjčka. Odlično. Si sam zaposlen na kmetiji? V bistvu, mislim, še 3 dni mi traja status, tega sploh smo po datumu, no, še 3 dni mi traja status študenta, potem pa mislim, da mogo že se zaposliti na kmetiji ali pa nekaj vam se že spomnim. Nimam še tudi jaz nič, kaj posebnega v glavi, se še prepuščam toliko, ampak želja pa je, da bi ostal doma na kmetiji in potem mogoče poskusil potem z možo dodatno neko dodano vrednost še iz tega kmetijskega dela, ne turističnega dodati. Ja. Se pravi, lahko rečeva, da boš enkrat prevzemnik. Ja, zelo verjetno bom prevzemnik. Ja. Kakšni pa so tvoji osebni cilji in želje za prihodnost vaše kmetije? Načrtuješ kakšne spremembe ali pa izboljšave? Kot koncepta spremenili veliko ne bomo, se pravi, mislim, da je ta koncept kar uspešen. Mislim, za našo delo smo tudi, mislim, 2019 bili pač prepoznani od bralcev revije Guardian kot ena najboljših kmetij v Evropi, oziroma smo bili zmagovalni na MIK, no Kamit. Kot koncept ne, imamo še mogoče povečanje kapacitet, ampak to govorimo minimalno, pač ker želimo obdržati to v taki velikosti, da lahko to ena družina obvladuje. Želja potem dodati še ta predelavo mlečno na kmetijo. Neke ideje pa grejo celo v temu, glede na to, da se zadnje leta zelo povečuje stalež divjadi v Sloveniji, da tudi razmišljamo, da bi v zimskih časih, ko pač ni turistične sezone, šli mogoče tudi predelavo divjačinskega mesa. Predvsem v smeri teh zrezkov, ki v bistvu niso lih neka. Je še neka stvar, ki na trgu ni lih najbolj iskana, ampak mogoče niti ni ponudbe toliko o njej in mogoče v ta segment, da bi se malo dali. Ampak to so plani, načrti, ideje, bomo pa videli, kaj bo čas prinesel. Po izobrazbi si diplomirani inženir zootehnike, trenutno pa zaključuješ magisterij iz ekonomike naravnih virov. Kako ti uspe poleg vsega tega dela še študirati? V bistvu ni tako hudo. No. Prvič, turistična sezona je večinoma pač poletje, oziroma treba priznati, da se je že kar podaljšala, začnemo že enkrat aprila, pa do konca oktobra že traja. Ampak imam še 2 brata, ki sta pač en je že končal šolo, tako da on malo več potem doma pomaga. Oče pa mati potem tudi, pa potem že v bistvu moja žena, pa še punca od brata, tako da v bistvu pokrivamo en za drugega, ko enega ni, drug pokriva, ko drugega ni, ta pokriva nazaj za njega, tako da ni najbolj lahko, ampak se da, no, zdaj moram še to magistrsko še, manjka še malo, da jo dokončam in potem se pa posvetim naprej projektom, ki me še čakajo. Včlanjen si pa tudi v veliko društev, gasilci, podeželska mladina, društvo rejcev drobnice. Si pa tudi lovec. Greš velikokrat na lov? Manj kot bi želel. Mislim, da to reče prav vsak lovec skoraj. Kolikor se da grem. Jaz predvsem vidim lovstvo v dobri povezavi s kmetijstvom. Zadnjih 10 let mislim, da že povsod v Sloveniji opažamo trend povečanja številčnosti divjadi, hkrati pa opažamo, da se nam lovske družine starajo, vse manj mladih, je med lovci in vse manj kmetov, kar je pa še v bistvu, sem ugotovil, še največja težava, ker kmetje drugače razmišljamo tudi o divjadi kot pač ostali člani lovskih družina. Mi razumemo številčnost divjad, tako ravnavamo v naši glavi, da ne povzroča škode pač na kmetijskih površinah in da se pač držuje v gozdu. Medtem ko mogoče ostali
se bolj želijo teh polnih lovišč, čim več živali. Ne? Mi gledamo na ta problem z drugega zornega kota in je res, če je lovska družina mlada in ima še kmetovalce, ali pa ljudje, ki se pač razumejo, kako kmetovanje deluje, je potem zelo lažje, mislim, zelo bolj, meni se zdi zelo efektivno tudi upravlja z divjadjo v svojem prostoru. No. To se mi zdi tako moje mišljenje, bomo pa videli, kje bo prinesla praksa. Mislim, da se že pokazuje, da zdrava kmečka pamet, malo znanja o kmetijstvu lahko zelo spremenita zadevo na boljše. No. Tako da ja, poslušal, pa se še ni odločil za lovca, jaz mu priporočam, zato ker vem, da je še eno delo ekstra, je pa hkrati tudi malo užitka. No. Tako da pa ne moreš reči, da nisi vplival sam na izboljšanega stanja v tvojem okolju, če imaš pač škode, kot imamo pač mi, imamo pač veliko škod na kmetijskih površinah. Kateri pa je tvoj največji ulov? Dobro vprašanje. Mislim, jaz sem še zmeraj, najbolj taka žal, se mi zdi, da si je pač, da največ velja med lovci še zmeraj gams. Tako da, ti za gams, imamo enega gamsa, ki je pač res lepa trofeja in ja, ta je po mojem najlepši spomin na to trofejo. Ja. Če se ustaviva še malo pri Društvu podeželske mladine Primorska, koliko časa si že član? Dobro vprašanje. Mislim, da smo to društvo ustanovili 4-5 let nazaj. Bil sem eden od ustanovnih članov tega društva in pač v prvem mandatu deloval tudi kot tajnik društva. Zdaj smo pa mislim, da letošnjo pomlad smo društvo lepo predali v novo roko, v nove roke. Mislim, da Martina sta tudi delali že pogovor z Bogarjem, on je naš nov predsednik, naš nov šefe, tako da sem kar vesel, da smo to zadevo sploh zalaufali na Primorskem, da smo ustanovili to društvo in pa tudi, da smo dobili potem novo svežo kri, ki je to prevzela. Vse sem še zmeraj mlad, no se počutim, da sem se počutil že malo star v teh vrstah. No, mislim, ideje so bile od mlajših zelo boljše in smo bili, mislim, da vse odpravni odbor, ker smo bili prejšnji da se to preda mladim in mislim, da je sestavil dobro ekipo, s katero potem naprej delali. Zdaj tam si zadolžen na področju kmetijske politike, sploh kar se tiče divjadi in zveri. Ja, to je pa na zvezi, ja, se pač trudim pomagati čim bolj iz tega vidika, pač gledam to iz vidika lovca in kmeta. Tako da, ja. Kaj pa to pomeni? Kaj je tvoja funkcija? Se sploh ne vem, če je prav ta moja funkcija uradna. Tako, trudim se pač svetovati, dati predloge, mnenja na pač aktualne problematike v Sloveniji. Ne. Trenutno je najbolj pereča po moje so zveri. Pač na tem področju sem tu najbolj aktiven, tudi na divjadi, ampak si lahko strinjamo, pač, da je hujše, če ti pač medved pa volk pobije čedo, kot pa da pač divji prašič ali pa jelen zrija vse. Mislim vse, ker tu vsega ti ne bo zriva. Ne? Tako da to je zdaj primarni fokus, sekundarni je pa divjad. Ja. Trudim se pač mnenja dajati ven, odločevalcem sporočati naše poglede, naše želje, naše zahteve v bistvu, ker situacija trenutno na področju zveri je tako kompleksna in po nepotrebi zapletena iz strani birokracije, da se ne čudim, zakaj v bistvu te odločbe trajajo toliko časa in tle moramo res narediti velik korak naprej, olajšati zadeve. Postaviti sploh strategijo za volka, ki jo sploh ni, za medveda je končno sprejet, zdaj gre že v tretje branje v bistvu ta zakon, ki sploh ni potrebe več po tem, po mojem mnenju, da ga sprejmemo, da imamo jasna stališča, kaj želimo z medvedom, kaj želimo z volkom. Tako da ja, to je v bistvu fokus mojega dela. No.
Vsakega od vas, gostov v podkastu, pa s sovoditeljem Markom vprašava tudi, kateri je vaš najljubši spomin iz Društva podeželske mladine. Katerega bi ti izpostavili? Dobro vprašanje. Ne vem, mislim, da so se mi te lanske državne kmečke igre kar lepo vpisale spomin. Pač prvi smo šli kot društvo tja, smo se organizirali prevoz in smo res preživeli en lep dan na Gorenjskem. To tudi hvala organizatorjem z gorenjske strani, tako da tam je res ostal lepo spomin. Pa saj tudi sestanki naši, pa našemu predsedniku, bivšemu Žanu Bricu, to kar fajn novinsko klet, pa se je kar fajn potem po sestanku bilo ostati pri njemu, pa še kaj podebatirati. Letos pa je zveza praznovala tudi 30 let. Mogoče te na tej točki vprašam, kakšno sliko kmetijstva vidiš čez 30 let v Sloveniji? Oziroma, kaj si želiš takrat videti? Mislim, da sem letos najbolj zapomnil en graf, ki je pokazal profesor Kuhar. Mislim, da na enem od teh dogodkov je organizirala zveza o produktivnosti slovenskega kmetijstva, da smo v bistvu prav zadnji v Evropi. Tako da, če kaj, moja želja za 30 let je, da to produktivnost drastično dvignemo. Mislim, da so znanje imamo, samo pač vsi imamo, pač vse veš okoli sebe. Pač veliko ljudi še vztraja s kmetijstvom, kjer sploh res ni smiselno, oziroma je to kot nek hobi dodaten. Če hočeš pa dvigniti produktivnost, saj pač res dobre specializirane kmetije, ki delujejo v to smer, tako da tle tudi nisem njih najbolj, sem malo jezen, ko slišim ta izraz, dajte odpirati čim več odpolnih dejavnosti, dajte se diversificirati. Ne, jaz sem malo bolj za obratno smer, dajmo se specializirati, ker na konkurenčnem trgu moraš biti specializiran, dober biti v nečemu, se specializirati v tem produkt in ga izvesti, tudi tehnologijo boš imel za tisti produkt, potem so. Tako da to je moje mišljenje, aj pa pravilno, mislim, da je, no, pač, ampak to pove praksa. Ampak mislim, da je specializiran kmetijam vse ne gre zelo dobro. Tako da, jaz vidim to, specializacija, delanju na dodani vrednosti, in temu to produktivnost dvigniti in mislim, da ostale zadeve bojo potem sledile, kako dvigneš produktivnost, dvigneš tudi dohodek, se vse dvigne, dodana vrednost, tako da nekaj v tej smeri je bilo fajn. Bi želel zvezi ali pa čist na splošno kmetom kaj sporočiti ob tem jubileju? Nič, dajmo še naprej držati skupaj pa delati skupaj, ne. Kmetijstvo je, kljub temu, da v Sloveniji še nadpovprečno velik delež prebivalstva je vpet v kmetijstvo, je pač na splošno v svetu oziroma vsaj v zahodnem svetu tega prebivalstva, mislim, procent prebivalstva manj, pa govorimo o procentu, ne. Tako da tle držati skupaj je zelo pomembno, ker kot nek sam glas boš težko dosegel kakšne spremembe, kot pa neko združenje, pa lahko narediš več. Tako da mislim, da še bolj sodelujemo v bistvu naprej, pa da se tudi vzamemo med sabo poslušati, ker tudi kmeti v Sloveniji prihajamo iz različnih panog, specializacij, geografskih regij, ki imajo različne značilnosti in imamo različne potrebe. In če na primer je številčnost gorskih kmetov manjša, ne pomeni pač, da naši problemi so manj vredni. Pač so enako pomembni, kot so pomembni problemi nekoga, ki se pač na neki ravnini visokoproduktivni kmetiji ukvarja. In to bi se želel, pač, da smo enotni in da razumemo vsa mnenja, poskušamo razumeti. Zdaj za konec pa bi te prosila še, če dopolniš stavek oziroma 2 stavka. Mladost na kmetiji je zanimiva, saj? Prvič, mlad je biti fajn, ne? Tako na kmetiji je pa, ne vem, je nek drugačen stil življenja. Lahko si tudi rekel, da si malo bolj unikaten, ker ni več veliko ljudi, ki pač prav odraščajo na kmetiji, no, mislim, vsaj gledano tako v zahodnem svetu. Tako da, iz tega vidika bi rekel, da imaš kar nek drugačen pogled na svet, kot ostali lahko. Kmet je biti lepo, ker?
Dobro vprašanje. Kar mi je všeč. To je to. Ne filozofiral tukaj. Matevž, hvala, da si se vzel čas za pogovor in mi predstavil vašo kmetijo. Vse dobro ti želim še naprej. Ja, hvala, da ste si vzeli čas in se pripeljali čez najvišji gorski prelaz do nas. Mi pa se poslušamo spet kmalu.